Valentina Gazvoda, dober dan, dobrodošli na Valu 202. Dober dan, hvala za povabilo. Pričakujem en prijeten pogovor, tako da kljub temu, da vam tremo, no, ker se nam maram glih tako izpostavljati osebno, tako da ja. Verjamem, malce treme v bistvu ne škodi, je pa nekako logično, da to serijo začenjamo z vami, ker je treba dobre stvari začenjati z dobro kavo, ne? No, s tem se pa strinjam, ja. Sva se takoj našli. Ko pravim dobro kavo, kaj za vas pomeni dobra kava? Dobra kava, definitivno 100% arabika, da ni kakšne robuste zraven. Po možnosti specialty coffee, ker smo zato tu. To pomeni, da je sam 10% takšne kave pridelane na celem svetu. Je najboljša arabika, če jo primerjamo z buteljčnimi vini ali z najboljšimi oljčnimi olji, je to top. Se pravi, najboljša vrsta kave, kar jo lahko dobite. Specialty coffee nima slovenske ustreznice, zato boste uporabljali ta izraz. Ja. Tudi ime vašega podjetja je Iconic Specialty Coffee Roasters. Ja. Zakaj specialty v bistvu nima slovenske ustreznice in kaj to pomeni? Zato, ker je dokaj nov izraz. Tudi po svetu se v bistvu kregajo, a je to gurme kava, a je gurme ta prava sopomenka in nekako si ne pridejo blizu. Zato pa je ta specialty izraz pač ostal nekako najbolj v uporabi. S tem želimo povedati, da gre za res najboljšo vrsto kave. Kako? Ker raste na nadmorski nad 1000 metrov, da nadaljujem, zakaj se gre. Se pravi, nad 1000 metrov, tja do 3000 metrov, v posebnih mikroklimatskih pogojih. Je ročno obrana, ker raste v takih na takih terasastih plantažah. Se pravi, niti ni dostopna za kakšne stroje, recimo. Se tudi sproti obira, se pravi, tiste jagode, ki so rdeče, se poberejo in potem se nadaljuje berba za dlje časa. Se pravi, vse je nekako optimizirano. Že tam je razlika med industrijskimi, ki jih pač stroji poberejo in potem imate tudi zelene kave noter, so tudi večinoma špricane in tako naprej. Razumem, da ste navdušeni nad to kavo, ampak daj in kako se je zgodil ta preskok, da ste se začeli s tem tudi poslovno ukvarjati, da niste samo se odločili, enkrat na dan spijem neko res dobro kavo, ampak sta potem s soprogom začela tudi v bistvu uvažati to kavo, če prav razumem, in sama pražita v Trbovljah. Ja, zgodba je kar dolga. Moj mož je bil v bistvu profesionalni kolesar, ki je spil ogromno kavo na dan in je iskal res eno kakovostno kavo. In tudi kolesarji, veste, potujejo po dirkah in tako naprej in je spoznal specialty kavo. Na ta način je ugotovil, da v bistvu, če jih 5-6 pije, da nima težav z želodcem, na splošno s prebavo, da nima težav s tem, da mu hitro dvigne energijo in potem spusti in je kot brez energije in tako. Tudi okus je precej boljši, recimo, ker pri specialty okušamo okuse od čokoladno-oreščkastih tja do cvetno-sadnih in tu se res lahko poigramo z okusi in je tako kot pri buteljčnemu vinu. Nekaj okušaš in te spominja na nekaj, ni nujno, da si sommelier, da to okušaš in potem uživaš v tem. V okusu in počutju. In potem, on je bil čisto obseden s kavo. Še preden sva se spoznala, je imel različne aparate za pripravo kave, potem spoznal je že tako vse ta boljše znamke, iskal je pa boljšo. Ne? In ko sem bila jaz noseča, vsaka kava mi je smrdela, okus mi je bil za nič. In se je glih vrnil iz Hongkonga in je prinesel specialty coffee. In že to, da mi ni bilo slabo po tistem vonju, se mi je zdelo tako fajn. Tudi želela sem si jo probati, ker jaz imam zelo nizek pritisk in tudi uživam v kavi in res mi jo pogrešala. In sem res začela tako po požirkih. In ja, na ta način smo potem šla raziskovati, zakaj je ta kava toliko boljša od drugih, kakšna razlika je med komercialnimi in specialty kavami. In potem, ko enkrat začneš razmišljati, da želiš svojega otroka vzgajati sam, moja služba je bila v Ljubljani prej, se pravi 2 uri na dan. Minimalno? Ja, minimalno v prometu.
cel dan gre in ne upravljaš svoje vloge, ki bi jo mogel, ne, tiste ta prave. Tako da sem potem začela razmišljati, kaj bi pa midva počela, kar bi mene veselil, se pravi mogoče podjetništvo, to me je tako zelo, neki izziv mi je bil. Grega se pa tudi bližal koncu športne kariere in sva iskala nekaj, kar tudi njega zanima. To je bil en tak kompromis, najina pražarna. In dejansko smo potem ustvarili znamko Iconic Specialty Coffee, v bistvu produkt ustvarili, ga dali na trg, čistko, da smo poskusili, če gre, in je šlo. Se mi pa zdi vseeno kar velik ta preskok od tega, da nekaj, kar imaš rad in je tvoj hobi, potem postane tudi posel, pa tudi neka odgovornost. Kje na tej podjetniški poti je morda prišlo do prvih dvomov ali pa težav? V bistvu sva vse počela tako res po korakih in premišljeno, tako da res ni bilo nobenih prav posebnih težav. Grega je še imel službo, se pravi, imela sva neko varnost, vse sva prej testirala, preden sva šla po korakih, nisva šla takoj v nakup vsega za pražarno, ampak sva pražila drugje. To se mi je zdelo zelo tako pomembno, da ne vložima vsega denarja v nekaj in potem ugotovima, da to ni to. Se pravi, po korakih. Če bi šla še enkrat skozi to pot, bi verjetno vse ponovila čisto isto. Edino, kar bi ne bi bila tako naivna, no, v kakšnem smislu? V smislu, da si tako navdušen na svojo idejo in jo želiš nekomu prodati v smislu, koliko si dober, ker Grega imel že toliko znanja, ker je res na vsakem potovanju se dejansko izobraževal. Tako da, kar se tiče tega, sploh nisva imela pomislekov, da bi bilo karkoli narobe, ne. Tudi v podjetništvu sva imela mentorje in res dobre nasvete in sva šla korak po korak. Res tako, problem je bil pa to, da če pa poveš, na kak način bi razvil to idejo in kako dober boš naprej, da potem lahko kdo to posvoji in naredi tudi svojo pražarno, recimo, ne. Ker vedno ste dejansko začenjali v času, ko ta trg za specialty kavo v Sloveniji še ni bil prav razvit, tako da ste morala prodajati in izobraževati hkrati. Ja, res je. Zato sva šla v Štarte Slovenija, zato ker take reklame si dejansko ne moreš plačati. Da si toliko časa prisoten v medijih, da poveš svojo zgodbo o kavi, zakaj se pravzaprav gre pri tej vrsti kave. Težko si to plačaš, ne, da izobražuješ ljudi in potem sam upaš, da ti bo uspel nekako skozi čas spreminjati navade ljudi, ne, ker s tem ne prodajaš sam kave, ampak dejansko izobražuješ o tem, kaj je boljše, ne. Tukaj še vseeno finančni vidik, ne? No, se v tem smislu, ker ta kava je dražja, se pravi, kako ljudi prepriča, da za skodelico odštejejo recimo 3 evre, ko pa pijajo neko povprečno kavo za 1,90 € in se jim zdi tudi v redu. Točno to, zato je bilo potrebno precej povedati o tej kavi, zakaj se gre, ker če smo pripravljeni dati za buteljko vina precej več kot za navadno vino, potem moraš vedeti, da tudi pri kavi gre za isti rang, z nekaj boljšega v smislu okusa in sestavin. Kako pa je s cenami specialty kave? Se tudi nekako dvigajo v nebo? Ja, se. Kljub temu, da smo imeli srečo pravzaprav, ker komercialne kave, ker jih je več in je večje povpraševanje, so šle hitreje cene gor kot pri specialtyju. Tako da smo imeli čas, da smo postopoma prilagajali cene in dobavo in vse potrebno, da smo spet stabilni. Je pa res, da tisti, ki želijo piti komercialno kavo, s tem ni nič narobe. Že to, da vejo, da je boljše, če kupujejo arabiko, je za nas čist zadost. Tisti, ki pa pač želijo nekaj boljšega, pa se tudi sami izobrazijo in potem vejo, kaj iščejo. In potem samo uživajo v teh okusih. In sem tudi prav vesela, da je tudi več pražarn v Sloveniji, ker tudi midva kupujemo od drugih in midva imava večinoma tako po 6 kav na pol leta, glede na to, kako dozoreva kje, in potem prilagajamo tudi ponudbo. In potem ne moreš imeti z vseh manjših plantaž vseh kav. Rada poskusma tudi od kje drugje, ne. In tako tudi iščeva svojo naslednjo kavo, recimo.
doma in v tujini. Bitka za najboljšo možno kavo vaš čas traja, ali pa če rečem v Gregorjevem jeziku dirka za najboljšo možno kavo. Ne? Kaj pa za vas tisti del podjetniškega posla, ki je nekako najtežji ob vsem tem, najbrž to izpostavljanje v medijih, sklepam, da vam ni prijetno, stiki s strankami o redu? To je čisto v redu. Spletna prodaja tudi? Ja, spletna prodaja tudi. Sicer se fokusiramo bolj na kavarne, ki iščejo boljšo kavo, ki imajo že v osnovi boljšo ponudbo in potem rabijo sam še to piko na i, recimo, če že imaš ta boljši steak, ta boljše vino, potem rabiš tudi ta boljšo kavo. In na ta način to skušamo tudi predstaviti. Sicer za kavarne specialty kava ni dosti dražja kot komercialne kave v smislu teh znamk, ki so boljše, verjetno jih ne smem zdaj omenjati. Tako da se da najti nek kompromis. Pa tudi že v osnovi kupujejo dražje sestavine, se pravi, da jim pri kavi tista razlika verjetno ne naredi neke škode. Koliko pa imate stika z individualnimi potrošniki? Prek spletne strani. Še vedno imamo kar precej strank iz Štarte Slovenije, ki so pač spoznali kavo in so ostali naše stranke. Tako da je kar pestro. Kakšen je vaš tipičen delovnik? Glede na to, da imava še 2 otroka in Grega še vedno kolesari na nek način, je kar tudi pestro. Včasih imamo dostave tako 3 do 4krat na teden, včasih je malo bolj mir, odvisno od porabe, od vremena tudi, ker če je sončno zunaj, ljudje več kofetkajo in potem se vse spremeni. Tako da je kar zabavno. In vi dostavljate, prav vi osebno? Tudi. Kako z Gregorjem usklajujete, kaj kdo počne? Od samega začetka sva že tako zmenjena, da jaz bolj ta podjetniški del prevzamem, on pa praženje in vse, kar je v zvezi s kavo, tudi z opremo, ker dejansko ima več kot 20 let izobraževanj za sabo v tem smislu. Tako da se dopolnjujeva. On vidi podrobnosti, jaz pa širšo sliko, tako da je fajn, ker nimava nekih konfliktov, kar se tega tiče podjetništva ali pa v zvezi s kavo. No, tako. Dejansko uživamo, sploh, kaj treba pokušati. Različna praženja, različne profile in potem, ja. Zdaj ste odgovorili na vprašanje, kaj je najljubši del vaše službe, degustacija oziroma pokušanje novih kav. Definitivno. Kaj pa najbolj stresen ali pa najbolj zoporen del službe? Prodaja. Sicer je tako, če prodajaš nekaj, kar ti je všeč in sam živiš s tem, da ti je to najboljša stvar, potem to ni težko. Težko pa je prepričevati nekoga, ki je že vnaprej prepričan, da pije najboljšo kavo. In tam v bistvu to prepuščamo, pač, da ostane tako. Damo za poskus. Večina jaz sam kava, ne. Ampak, če dlje časa piješ specialty coffee in se potem vrneš na tisto svojo staro navado, ugotoviš, da ni isto. Že pri počutju in okusu. In potem se vsi vrnejo in je tudi to zabaven del posla. Se pravi, neka lekcija za vse, ki razmišljajo o svoji znamki ali pa o svojem podjetju, ko v bistvu prodajaš nekaj, v kar verjameš, je prodaja nekako bistveno lažja. Res je. Ampak vseeno zahtevna. Vseeno zahtevna, Že ljudje so zahtevni, vsi smo zahtevni, ne, ker imamo že neko stališče vnaprej prisotno, ne. Tudi s temi reklamami, ki nas skozi prepričuje, katera kava je najboljša in potem specialty pri nas še ni prisotnega, recimo v širših medijih, ne. Ma vsak svoje mnenje in potem tisto mnenje spreminjati je težko, kar instantno, ne. Rabijo čas. Sploh kar na kavo se vsi spoznamo, ne, skoraj. Mislimo, da se, ne. V tej vaši podjetniški poti se zdi nekako vse precej naravno, se pravi iz nekega hobija, iz neke ljubezni do kave, iz potem družinskih okoliščin, z novim družinskim članom ste se odločili za podjetništvo. Pravite, da tudi s soprogom nekako sta si dobro razdelila te naloge. Ko razmišljate o sebi kot o podjetnici, vam je še vedno kaj nenavadnega? Je to del vaše identitete ali vseeno ne?
Jaz sem drugače politologinja po izobrazbi in majčkeno pogrešam tisto staro službo. Majčkeno, bomo rekla, ja. Ampak sem pa tudi taka oseba, da me čisto vse zanima in nikoli nam ni dolg čas. Ste se nekako sprijaznili s tem, Valentina, podjetnica. Ja. Na katere stereotipe v podjetnicah najpogosteje naletite? V bistvu se ne oziram na stereotipe. Sicer se mi zdijo zabavni, ampak se nikoli ne oziram, da bi vplivali na moj odnos do podjetništva ali pa do tega, kar bom počela. Mislim, da tiste ženske, ki bi rade začele s svojim podjetjem, da se ne smejo ozirati na to, kaj si drugi mislijo, ampak na to, kaj si one želijo. Predvsem pa morajo paziti, da ni res, da če vse naredimo same, da s tem dokažemo, da zmoremo. Prej se prekurmo, recimo, po domače povedan. Jaz mislim, da je potrebno res vse premisliti in sprejeti tudi pomoč, če se vidi, da je potrebna in da je brezpogojna, recimo. Vse ne dobimo medalje, če vse naredimo same, pa nam reče, zmogla si. Ne? Razen, če to delamo zase, ne? Da sebi hočemo to dokazati. Se mi zdi pomembna lekcija. Ja. Kdo in kako pomaga vam? Starši. Tudi tašča, tast, vsi domači, no, tudi brat, če potrebujemo pomoč. In pri vzgoji 2 otrok je vedno pomoč potrebna. Na podjetniškem področju pa imate svetovalce, mentorje, še kakšnega zaposlenega? V bistvu imava zunanje sodelavce, mentorje še vedno lahko pokličemo, če jih potrebujemo, tako da smo kar na vezi, no, tako. Je fajn imeti nekoga, da ti pove, če misliš prav, oziroma če si na tisti pravi poti, oziroma če bi mogel kaj drugače narediti. Ker če nekaj tvojega, pač razmišljaš bolj čustveno, kot nekdo, ki je res podjetnik in to vidi skozi, recimo, denar ali pa kot posel, ne? In ti zna drugače svetovati. Včasih so moje ideje preveč romantične. Tako da ja, je kar potrebno, da se kdaj ustavimo, pa potem gremo v drugo smer. Daj pa tudi vztrajate pri svojem, ne? Ja, to pa sigurno, ja. Morda kakšna napaka, ki vas je izoblikovala ali pa iz katere ste se veliko naučili? Mogoče ravno to, no, da ni fajn, če poveš svoj biznis plan nekomu in potem se ni treba skrivati poslovne ideje, ne, ampak ni pa potrebno vse v detajle povedati, no, v takem smislu, da potem olajšaš nekomu. Tudi dejansko se dogajajo te kraje idej oziroma poslovnih modelov. Sigurno se, ja. Ampak se pravim, vedno si nekaj zastavimo, zamislimo in potem to naredimo po svoje. In tudi, če nekdo ve, da bomo mi imeli, ne vem, pražarno, še ne pomeni, da bo šel v isto smer kot mi. Se pravi, ni potrebno skrivati poslovnih idej, ni pa fajn, če vas poslovni načrt poveš, ne, to pa je potem močkeno rizično, ja. Super, najlepša hvala, da ste z nami delili znanje o specialty kavi in svoji podjetniški poti. Pomembno v tem ekosistemu se mi zdi tudi mreženje oziroma podpora podjetnic in naša naslednja gostja bo Marjeta Hribar, ki ustvarja unikaten nakit Kolmi. In me zanima za konec, če imate kakšno vprašanje za Marjeto. Marjetko poznam, tudi njen nakit poznam in jo res občudujem, ker je šla na svetovni trg in je res ratalo in ji lahko sam čestitam za pogum in vse, kar je dosegla do zdaj. Zanima me, če ona kot ženska čuti kakšno breme tega podjetništva, če se ji zdi, da je kakšen dizajner nakita bolj uspešen zato, ker je moški, oziroma ker je mogoče iz tujine, pa ni Slovenije. Tako. Super, vprašamo. Valentina Gazvodan, hvala lepa za obisk in srečno. Hvala vam za povabilo. Pogovori so nastali v okviru projekta WIN, katerega namen je izboljšanje zaposlovanja žensk v obrobnih industrijskih regijah v Podonavju. Skozi podcaste si s predstavitvijo osebnih zgodb žensk v Zasavju prizadevamo povečati prepoznavnost, spodbujati globlje razumevanje potreb žensk in prepoznati institucionalne ovire. Projekt je podprt iz programa Interreg Podonavje, ki ga sofinancira Evropska unija.